deloval z avseniki, napisal tudi kar nekaj veseljiv za Franca Koširja, tako da mi je seveda tale avsenikov repertoar še kako dobro ostal v glavi, v spominu in prišel mi je prav v nekem trenutku, namreč danes lepo je tukaj seveda vse polno in vsi poslušate te prelepe naše slovenske viže, čeprav seveda pa je mnogo tistih, ki pa vendarle radi poslušali, pa poslušamo tudi tiste viže, ki pridejo z juga, z naše neke skupne bivše države. In jaz vem, da seveda leta nazaj sem bil čisto zagledan v Lepo Breno. Da spomnite Lepe Brene? Ta je bila prava, ne? Lepa Brena. In sem gledal v hali Tivoli, torej visok oder, prvo stojišče spodaj sem bil jaz, ne? Lepa Brena, super mini krilo, tako da nisem vedel, ali bi jo poslal najprej električara, da bi šli kdo zomenjal. Ti rečem Lepa Brena in je začela ti svoje cilije, sitnije, ti rečem, ko sem njo čul, sem znal celi avsenikov repertoar na pamet, ja. Ona cilije, sitnije, jaz takoj sem rekel, na Breno bi očel, orodje zraven cel. Ona zopet cilije, sitnije, širi tiste noge, jaz se gledam med noge gor, sem rekel, moj rodni dom, moj rodni kraj, kako si te želim, ja. Ona cilije, sitnije, sem rekel, floki moj v plačah dela, kako če ne boš pridem, pojdeš ti takoj domov. Ona zopet cilije, sitnije, gre proti meni, jaz proti nej, sem rekel, Lepa Brena je zdaj moja, 100%, sem rekel, rosno mladi smo mi junaki, me pa me žena darla po ramenu vzade, rekla, pili nekoč, pa smo šli domov. Meni je žal, da danes seveda niso tukaj, smo povabili različne, povabil sem seveda tudi, jaz sem hotel pripeljati zraven Marijo Božonec, poznate Marijo Božonec, ampak je v današnji številki Nedela prebrala, da v Ljubljani posiljujejo mlada dekleta in hodi celi dan po ljubljanskih ulicah s pionirsko rutico kol brata. Drugač bi prišla, to je kar še. Tako da je Vika Potočnik, tudi ona je na novem delovnem mestu v Lipici in drugač bi prišla, ja. In vse veste, v nedeljo popoldne je tam vedno jahanje za tujce in drugač bi prišla. Vika Potočnik je moja sošolka, ko je ona bila županja Ljubljane, me je velikokrat povabila na magistrat in vem, da ona je strašno ljudna, vem, da enkrat sem se prijazno pogovarjala, naenkrat je videla, da enemu hrbet kaže, se tako obrne, rekla, oprostite, rekla, ker vam kažem hrbet. Je rekel, tisti nič za to, opravičite se onemu, ki mu kažete ksiht. No, ampak jaz sem vesel seveda, da Mišo sem hotel tudi podaviti, mojo prijateljico Miši Komovk, poznate lušna punca. Tudi ona je že dočakala, kdo bi rekel, Abrahama, eden redkih moških, s katerim nič ni imela in je... Jaz se opravičujem. Ne, super punca. Se spomnite, tiste nekoliko zrelejši, ko je bila ona z mano na križanki ali pa jaz njo, kakor hočete, ona je vedno imela takšne oske usnice, ne? Jaz sem se vedno bal, ko sem jo kušnil, da je ne bi požrl, ja. Zdaj pa ima ta prave žnabljene, ne? Tako da se vidi, da so kupljene na črnem trgu, ja. To so lepe zgodbe. Torej, moram reči, ženske so meni v življenju veliko pomenile, tudi z mojo ženo so se poročila zato, ker nasprotja privlačijo. Ona je bila noseča, jaz pa ne. Ampak imel sem različne, moram reči, da nedavno tega seveda sem eno spoznal, ki je bila 5-krat poročena, pa še vedno nedolžna. Sem rekel, to je nemogoče, pa še Štajerka je bila. Je rekla, je mogoče, rekla, ta prvi je bil komunist, je samo obljubljal. Ta drugi je bil ginekolog, si je samo ogledoval. Ta tretji je bil rodar, ta ni hotel vlukno, je štrajko. Ta četrti je rekla, je bil muzirant, je šel samo na zadnja vrata. Je rekla, ta pa pet je pa bil eden od krščanskih demokratov, ta pa je lukno samo odkril, pa prižal svečko spomin na padle žrtve. Tako, dragi prijatelji, ja, lepo je, ne, danes takole s pesmijo, lepo preživeti, tole lepo popoldne. Jaz moram reči, da sem seveda veliko potoval po svetu, ker je seveda dobro in bil sem seveda z muzikanti, tudi s tistimi najboljšimi avseniki, pa seveda z alpskim kvintetom smo rajžali. Ampak tudi v Ameriki seveda smo bili, pa v Avstraliji, pa v Kanadi
In prišel je nedavno tega en Amerikanec v Sloveniji in potem vedno hoteli pridejo sem nazaj in moraš seveda ti vrniti tisto gostoljubnost, ki si je tam deležen. In sem seveda ga peljal malo po teh krasnih naših avtocestah, sem rekel, to so naše specialne avtoceste, ne. Je rekel, to ni nič. Je rekel, mi v Ameriki imamo, to so highway, to imamo 8, 12 šport, to je nekaj vredno. Je rekel, nekaj vredno, da je to veliko. Je rekel, to vse skupaj ni nič. Sem ga peljal do Ljubljane, sem rekel, to je naše glavno mesto. Je rekel, to ni nič. Je rekel, v Ameriki imamo Washington, imamo New York, Chicago, Los Angeles. Je rekel, pa nas nekaj pomeni, kar je veliko. Je rekel, to ni nič. Evo ga nas ga pripeljal tudi do Brežic. In tam so prekrasne cerkve in v tistem trenutku zazvonijo zvonovi na tej brežiški cerkvi. In ta Amerikanc me vpraša, rekel, kaj pa to je? No, tu sem ga našel. Se rekel, to je mobitel od župnika Milana Kšele. Ja. Takole vidite, ko mladostca igraje, zelo prelepo. Moram reči, da imam tu dva sina po ženini strani. Dušna, črnolasa, kot jaz, res tako postavna fanta. Ampak v šoli je seveda groza, to je neverjetno, danes so me klicali v šolo, so rekli, poslušajte, vaš otrok je nemogoč, niti ne ve, kdaj je umrl Jezus Kristus. Se rekel, prostite, se rekel, mi doma niti nismo vedeli, da je bil bolan. Ja, ampak ta mali, ne? Torej moram reči, imamo eno krasno šolo svetovljansko, prije Trošice, reka, tako dragi otročki, dan se bomo pogovarjali o tem, kako pridejo otroci na svet, kdo ve, totalna tišina. No je reka domača naloga, kdo bo to jutri vedel, ima en prosti dan. Prije ta mali tako domov, tako je vprašal, ne? Mama je rekel, kako pridejo otroci na svet? Ta stara je bila rdeča, ksih nerodno je bilo kuhorič, ne? Je rekla, kak je rekla, iz krompira. Rekla, iz krompira, ja, iz krompira. Ta mali celi dan ponavlja krompir, še sanja sem o krompiru. Drugi dan je rekel, čakaj malo, jaz dal krompir, si lepo vžep noter. Bom jaz ga imel tu noter, pa bo videla Trošica, da jaz vem to. Evo, pride v šolo, neka Trošica, domača naloga, kako prijo otročki na svet, kdo ve. Je rekel, Trošica, no je rekla, Jernejček, je rekel, Trošica, kaj ga lahko vzamem? Ne, reka, ni treba, imaš en prosti dan.